Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Nogometni klub Rudar iz Velenja letos praznuje 60 let delovanja, zato bomo tokrat v naši oddaji spregovorili nekaj besed o tem klubu, seveda v njihovih vzponih in padcih, pravzaprav vsem, kar se je dogajalo skozi celotna leta, vse do danes. Zato v našem studiu gostimo prvega predsednika, gospoda Iva Rahtena, in pa zdajšnjega predsednika Dejana Radovanoviča. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav tudi vam. Enako. Pa začnimo z vami, gospod Ivo. Kako vi gledate sedaj na situacijo? Vi ste bili prvi predsednik, torej pred daljnimi, lahko že rečemo, 60 leti. Kako je prišlo sploh do ustanovitve kluba? Vemo, da so bili to težki časi, povojni časi. Kako gledate sedaj na to skozi vsa ta leta? Kaj bi povedal? Jaz sem bil tedaj 48 leta personalc, ali pa kadrovik v zdajšnjem, na Rudniku. Prvi tajnik nogometnega kluba je bil Walter Demšar, ki je bil tudi tajnik Premogovnika. To se pravi, da tam smo imeli veze, da smo se lahko tudi kjer ga noter pritisnali, da je prišel. Svoje pobuda za ustanovitev kluba je prišla preko Premogovnika. Preko Premogovnika. Mislim, da so bili takrat... Če Premogovnik ne bi bil za to, tudi kluba ne bi bil, pa tudi štadiona ne. Kakšni so bili takrat odzivi naroda? So bili za to, da se klub ustanovi? Se je že igralo nogomet, čeprav je bilo komaj da 3 leta po vojni? Tam, ko so prve tekme igrali, je zdaj voda. Tam tiste vse pod vodo. Se pravi, če bi šli sedaj gledati, ne bi videli nič? Nič. Vendar spomini so še? Tako, tam, to je bilo, tisto igrišče je bilo zraven Srebotnikove domačije. Srebotnikova je pa mama od te tenisačice. Naše najboljše tenisačice. Tako. Odkot je prišla sploh pobuda za ustanovitev kluba? Za ustanovitev kluba k meni je prišel Fischer Otto. Njegovi starši so delali, da ne vem, je delal v Nemčiji ali je bil v Franciji, in da je videl, jaz sem bil pa tudi športnik, tako da je on se ukvarjali z nogometom. Ste igrali aktivno? Tu ne. Jaz sem igral tam v prvi svetovni vojni. Smo igrali to pri Rudarskem domu, tam, ko je tisto zgornjo igrišče. Pač pa ni bilo tako, tam je bilo tak. To se midva z gospodom Dejanom ne spomniva na te čase. Verjetno, da ne. Je pa zanimivo poslušati. Je pa zanimivo, ja. Vi ste bili predsednik 7 let. Ja, tam nekje, ne vem, točno ne bi mogel reči. Kakšni so bili začetki? Je bilo težko spraviti skupaj ekipo? Ja. Se veste, to je povsod. Povsod so težave. Kako je izgledalo to, naprimer, včasih? Pred oddajo sva se menila in ste dejali... Recimo, spreoblačili. So se, ko je bil Premogovnik, je bila tehnica, tako so premog nakladali, pa so ga tam tehtali, da podlagi tega je bilo izplačilo. In od tam pa je pa dol do igrišča, ja, je bil pa kar nekaj 800 metrov. So potem igralci odšli peš po tekmi? Peške, nema ti to. Ne moremo si kaj takega predstavljati danes. Ja, kaj to. Recimo tu je to, ne. In tisto igrišče, ko je pisal, ta prvo bilo, se je že neorganizirano, že prej tam malo brcalo, pa tak naprej, ne. Potem so sledila še ostale igrišča, ne? Potem, od tam so se predstavili v Pesje, na tako zvani Seničev travnik, tu je pa tam od gostilne Hartl,
proti pokopališču, na desni, ko so zdaj so tam vse same hiše, vse zidano, tam smo imeli igrišče, druga ne, kakor pokošeno, pa šlo ne strujeno. Spasno. Ročno. To si mladi ne bi znali sedaj predstavljati, Ja. ne? Zato pa seveda starejši ljubitelji nogometa. Potem je sledilo še tretje igrišče. Potem smo pa se predstavili gor na sedanje Gorenje. Tam smo imeli pa samo eno barako za tisto orodje, pa mreže, pa take stvari, kar je bilo treba, da so noter dali. Spreoblačili, pa skopali, so se pa v rudniških kopalnicah, tam zraven elektrarne, no ni tam, ampak elektrarno vejo, za kopalnice pa ne bodo vedli, ne. Na to pa je sledil zdajšnji In stadion. tam cirka 2 kilometra peške dol, nazaj, pa skopali, pa tako. Gospod Dejan, kako bi sedanji nogometaši to upravljali? Ja, Malce z jezo, ne? kaj naj rečem, podobno kot vse generacije, iz generacije v generacijo, prihaja, da smo nekako bolj mehkužni, bolj razvajeni, tudi brez prevozov, brez interneta si zadev ne znamo predstavljati in v tistih časih so živeli tudi bolj skromno in nedvomno bili bolj kleni, kot smo mi danes. Marsikaj se je spremenilo, ne? Absolutno. Gospod Ivo, potem pa je sledila gradnja, mislim, da leta 1955 stadiona v Jezeru, kjer NK Rudar igra še danes. Ja, tam Kako je to potekalo? Dejali ste mi, da ste... inženir Blodek je to projektiral, če bi tako rekel, ne. Tudi vi ste pomagali gradni, ne? Prosim? Tudi vi ste pomagali pri gradni. Kako bo misliš? Dopoldne služba, popoldne udarniško, pa si bil tam vodja skupine in tako naprej tu, tako da sem dobil od žene prav posla, kaj prestal dol, pa kaj dol bil. In tudi stvarno, pa ne sam jaz, še več vsakih, pa ne manj se spomniti, kako se pišejo. To so bili še taki časi zlati bolj, ne? Ja. In smo se dobili ob 5:30, smo se dobili na delovišču, Žigank Nestel je z velikim papirjem prinesel gor, pod naloge imel že za vsakega, povedal tole in tako naprej. In vse je moralo biti pripravljeno do 2 ure. V 3:30 je pa že na delovišču, pa že na stadionu, da smo tam udarniško delali, skupine. Da ob 6 pa sem že bil na delovnem mestu. 5:30 tam, tole naloge dobo, organizirati do 2, pač pa ti si pa mogel biti ob 6 pa že tam na svoj delovnem mestu. Ste dobili kakšne... Tudi Žigank. Ste dobili kakšne posebne nagrade, ko ste bili tako pridni? Bolj malo, ne? Neč. Danes si tega ne znamo predstavljati.